Nič več kazni, če se boste pri nakupu e-vinjete pomotoma zatipkali. Po sodbi Vrhovnega sodišča, da pri očitnih napakah pri nakupu e-vinjet ne gre za prekršek, bodo na Darsu vse prekrškovne postopke ustavili, bodo pa lahko za nazaj zaračunavali cestnino v obliki tedenske vinjete. Kaj pa lahko storijo tisti, ki so se, še preden je sodba Vrhovnega sodišča postala pravnomočna, ušteli pri eni črki ali številki in plačali visoko kazen? Mark Vidrih. Aleksandra Repe se je lani po avtocesti peljala iz Ljubljane na Gorenjsko pred izvozom za Radovljico, so jo ustavili Darsovi nadzorniki. Vprašala je, čigav je avto, sem povedala, da od očeta in je rekla, da nima vinjete. In jaz sem rekla, da ima vinjeto. Vinjeta je res bila, a je Darsov informacijski sistem ni zaznal, saj je uslužbenka na bencinskem servisu namesto SZ v sistemu nesla ZS, je lani za našo oddajo pripovedovala Aleksandra. In da me je od Ljubljane do Radovljice zaznala kamera na vsakem odseku, kar pomeni 300 evrov kazni za vsako kamero, skupaj 600 evrov. Kaj pa, če bi se Aleksandri to zgodilo danes? Če bo stranka dokazala, da je plačala in naredila napako pri vnosu podatkov, pač ne bo več kazni. Tudi upozorila ne bo več. Razlaga predsednik uprave Darsa, razlog pa nedavna sodba Vrhovnega sodišča, ki je odločilo, da pri očitnih napakah ob nakupu elektronskih vinjet ne gre za prekršek. Vam bo pa Dars v takem primeru še vedno lahko zaračunal cestnino v obliki tedenske vinjete. Sodba se nanaša samo na prekrškovni postopek in se ne na zaračunavanje cestnine oziroma za prodajo vinjet. Zato pri plačilu cestnine postopka nismo spreminjali. A kaj sploh je očitna napaka in kje je meja z namerno napako? Največkrat gre za nenamerno zamenjavo črk ali številk, pravijo na Darsu, kjer točnega števila očitnih napak nimajo, ocenjujejo pa, da je takšnih primerov relativno malo, na 8,6 milijona prodanih vinjet na leto le nekaj tisoč. Pa je možno, da se bo kakšen od voznikov zdaj skliceval na očitno napako z namenom goljufije, tudi to je možno, odgovarja Ribič. Naprimer, imamo družbo, naprimer Dars, ki ima registracijsko številko Dars 1, 2, 3, 4, 5 in mi plačamo samo 2 vinjeti in jih uporabljamo za 5 vozil. In ko nas nekdo ustavi, bomo rekli, da smo se pač zmotili. A da se to ne izplača, saj bodo na tovrstne primere goljufij še posebej pozorni, opozarja Ribič. Kaj pa lahko storijo vsi tisti, ki jih je, tako kot Aleksandro, očitna napaka krepko udarila po žepu? Načeloma sicer lahko bi vložili pobudo za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti pri Vrhovnem državnem tožilstvu, ki se mora potem odločiti od primera do primera, ali bo to pravno sredstvo izkoristilo, in če bi pač recimo to storilo, bi dejansko lahko bili upravičeni do vračila teh glob, če bi sodišče tako na koncu tudi odločilo. Druga možnost je vložitev odškodninske tožbe, še dodaja odvetnik, a gre za dolgotrajne in drage postopke. Še vedno pa velja, izpostavljajo na Darsu, da vozniki pred nakupom e-vinjete zelo natančno preverijo, ali se registracija na obrazcu ujema s tablico na vozilu.